Pozdravljeni. Ponovno se vam oglašam v imenu Civilne iniciative slovenskih pravnikov in nažalost tudi tokrat moje oglašanje ne prinaša dobrih novic. Danes bi vas rada opozorila na sprejemanje zakona za omilitev posledic po epidemiji oziroma tako imenovani PKP10 zakon, ki se pravkar sprejema po nujnem skrajšanem postopku in naj bi bil sprejet že letošnjega decembra. Javni mediji, ki nam govorijo o temu zakonu, seveda omenjajo razne oblike finančnih pomoči, ki jih ta zakon za državljane prinaša, kot je povračilo sredstev za nabavo opreme, povračilo sredstev za nabavo hitrih testov, podaljšanje turističnih bonov, pomoči samozaposlenim, odškodnine, ki naj bi jih ljudje prejeli, če so utrpeli okvare zdravja po cepljenju in tako naprej. Torej razne finančne bombončke, ki naj bi jih državljani dobili. Seveda pa javni mediji močijo o temu, kaj za nas negativnega, manj ugodnega ali pa celo škodljivega prinaša. Namreč naše mnenje je, da je vlada s predlogom tega zakona očitno želi spraviti skozi to, kar ji ni uspelo letošnjega julija, ko se je sprejemala novela k zakonu o nalezljivih boleznih, kajti v poglavju, ki govori o ureditvi zbiranja, o upravljanju dela, promet blaga ali izvajanja storitev, je zapisala določbo, ki pravi, da lahko vlada mimo zakona o nalezljivih boleznih predvidi določene ukrepe, torej ki jih zakon o nalezljivih boleznih ne pozna, ne predvideva, kadar obstaja resno utemeljena nevarnost širjenja, vemo, katere nalezljive bolezni. In s tem pogoji zbiranje ljudi, upravljanje dela, promet blaga in storitev in tako naprej. Torej, vlada si je v ta zakon PKP10 zapisala, da naj bi imela zakonsko podlago za to, da bo lahko veljavno z odloki sprejemala določene ukrepe, ki jih zakon o nalezljivih boleznih ne predvideva. Ti ukrepi pa so zlasti obvezno nošenje maske, razkuževanje in drugi razni higienski zaščitni ukrepi. Potem osebna legitimacija oseb, namreč posredovati bi morali osebne podatke vsem, ki bi od nas to zahteval, in pa obvezno izkazovanje dokazil o imunosti, o neokuženosti oziroma po domače povedano obvezno izkazovanje, da izpolnjujemo pogoj PCT. Teh treh ukrepov, torej obvezno nošenje maske, obvezno osebno legitimiranje in pa obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, zakon o nalezljivih boleznih ne predvideva med svojimi ukrepi. Te ukrepe bi sedaj lahko vlada veljavno z odlokom sprejemala. Poleg tega uvaja še mnogo širši nadzor nad izvajanjem teh ukrepov, namreč poleg zdravstvene inšpekcije bodo nadzor nad izvajanjem teh ukrepov izvajale vse ostale inšpekcije, vsi inšpektorati iz vseh področij, vse javne agencije, javne uprave, javni uradi, občinska redarstva in policija. Skratka, popolnoma vsi organi, ki izvajajo kakršnikoli nadzor trenutno na območju Republike Slovenije, bodo sedaj pooblaščeni, da izvajajo nadzor tudi nad izvajanjem teh ukrepov. In nenazadnje, morda velja še opozorilo, da je utemeljen pomislek, ali vlada s tem predlogom zakona želi že pripraviti tudi podlago, zakonsko podlago za to, da bo uvedla v kratkem obvezno cepljenje za vemo katero bolezen. Namreč, vedno kadar imamo predvideno obvezno cepljenje za neko bolezen, je seveda država tudi odškodninsko odgovorna svojim državljanom za posledice, ki jih na zdravju, ki jih to cepivo prinaša. In glede na to, da je v ta predlog zakona vlada vnesla določbe, ki urejajo povračilo odškodnin, torej povračilo škode osebam, ki so trpele resne in hude, torej trajne okvare zdravja ali pa smrt po cepljenju,
je ta pomislek zelo na mestu, da je morda to že priprava na obvezno cepljenje. Tako da v naši iniciativi smo mnenja, da je ta zakon, ta predlog zakona za državljane škodljiv in da ga ne bi smeli sprejeti. Hvala za posluh. Svidenje.